improvizirala sem kot še otrok, ker še preden sem šla v baletno šolo, ker pač smo kar plesali, a ne. Potem pa dolga leta ne. Jaz glasbo skozi gibalno razmišljanje razumem kot prostor. Recimo, jaz se vprašam, kako telo misli, kaj sploh je koreografija. Zelo znan umetnik Ulaj je rekel, estetika brez etike je ni, ne. Umetnosti ni brez etike, ne. In človek se zelo neetično obnaša do okolja, v katerem živimo, od katerega je odvisen, ne. Večina potokov, mislim, da pritokov Krke je danes obremenjenih čist preveč, mogoče čist po nepotrebnem, a ne. Večje vrednosti kot čist zrak, zdrava zemlja in čista voda, da večjih vrednot tako rekoč nimamo. Mateja Bučar je letošnja Prešernova nagrajenka za življenjsko delo, je Kostanjevičanka po rodu in po otroštvu, je balerina, je plesalka sodobnega plesa in koreografinja, pa tudi intelektualka, ki ji ni vseeno, kaj človek počne z okoljem, z naravo, ki ga obdaja. Čestitke za Prešernovo nagrado. Hvala. To je v bistvu najvišje domače priznanje na področju kulture. Plesalci so v preteklosti bili kar nekajkrat nagrajeni, predvsem recimo v zadnjih 10 letih, ko je bila skoraj 1/5 dobitnikov Prešernove nagrade za življenjsko delo plesalcev. Ampak gre pa v glavnem to za klasičen ples, ne. Vi pa prihajate v bistvu z obeh področij, ne, klasičnega in sodobnega plesa. V bistvu vas ples spremlja že celo življenje. Ampak menda so bili vaša prva izbira, kar se športa tiče, skoki v vodo, ne? Ja, res je, ja. Kako je bilo to? V bistvu ste prišli iz Kostanjevcev v Ljubljano, ne, v Kostanjevci je pa nekaj mostov, ne, in od tam se skače, ne, in je to bil najbolj popularen šport tam, ne? Ja, to je neka taka bila tradicija. Zdaj je zginjala, ampak še naš oče je bil tak pač bolj navdušen plavalec, ne, in seveda Krka je bila zakon v Kostanjevci poleti in kakor hitro se je le segrela in so skakali, ne, on je še kar v visoka leta skakal in pač se nam je to zdelo fajn in smo tudi sami probali, a ne, in jaz sem imela veliko veselje s tem. Ja, in potem se mi je zdelo izjemno kul, da če bi lahko to res perfekcionirala, ne, tako kakor se je videlo na kakšnih filmih še takrat, pa na kakšni televiziji, ne. Ja, ampak ni bilo dano v Ljubljani. Ste šla z očetom celo pogledat, ne? Ja, sva šla pogledat, ker je hotel, pokazati mi je hotel, pa jaz sem rekla, da bi se vpisala, pa sva se šla vpisat, pa so povedali, da bo samo še kak mesec voda v bazenu in pol je konec in ne vejo, kdaj bo naprej, tako da ni bilo nič pol, v prazen bazen pa ne bi skakala. Kakšni so vaši spomini na otroštvo v Kostanjevici? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu od življenja tam, v nekem čisto drugem okolju, kot je Ljubljana, ne? Ja, moram reči, da smo nekako polovico s sestro bile pri novomeški stari mami, tako da napol sem tudi Novomeščanka, oziroma smo tle gor rasli, bolj po zimske mesece, bolj letne mesece pa v Kostanjevci. Tako da nekako pol se je delilo moje otroštvo med Novim mestom in Kostanjevcem. Ja, in tle v Novem mestu je bila hiša od babice prav na kapitlu, čist zdraven kapitla, tako da je bilo tudi tako zelo, bi rekla, lepo, a ne, poetično, romantično,
okrog cerkve je bil naščigrišče, vse do brega. Pa zasankat, ne, skozi. Zasankat, ja, absolutno. Če se je dalo skozi dal do Krke, ne. Ja, po tisti poti tam skoraj od Kapitla dol. Tako, ja, seveda, malo različno tukaj v Novem mestu, v Kostanjevci pa je bilo čist, stara mama obe stare mame sta bile krasne. Kot vse stare mame. Ja, kot vse, ampak res. In v Kostanjevci je imela, rekli smo babi, eno samo pravilo, železno pravilo, to je bilo ob 12 na kosilu. To je bilo še pred šolo, ne. Vse ostalo je bilo pa svoboda. In zunaj, znotraj doma. Predvsem narava. Ja, seveda. Ogromno gibanja, igre. Ja, skozi smo se igrali zunaj, ena klapa otrok je bila pač približno enako starih in tudi sestro sva bile take bolj tarzanovske. Tukaj so že korenine tega plesa, ne? Pa verjetno, Gibanje. Ne vem, gibanja, ja, to mi je bilo pač nekako, nisem mogla, primer res nisem mogla sedeti, tako da verjetno je nekako nek gen. Pojdimo nazaj v Ljubljano, ne? Ja. Pa obisk bazena in to, da ni bilo dano, da bi bil to ples v zraku. Ja. Ste potem pristali pri tem, da bi na tleh plesali, ne? Ja. Ste se vpisali, so vas vpisali najbrž v plesno šolo, ne? Ja, to je bilo tako, mislim, takoj nisem sploh vedela, da obstaja baletna šola, pa sem imela eno sošolko, ki je trenirala drsanje in drsalci so imeli balet tudi in je rekla, da obstaja baletna šola in to se mi je zdelo tako kot Pariz, da je Ljubljana. Do takrat sem mislila, da so baletne šole v Londonu, pa v Parizu, pa mogoče še v kakšni Moskvi, ja. Leningrad. To v naših krajih pa ne, in to se mi je zdelo čist nenavadno in sem pač takoj prosila oziroma zatežila doma, da me peljejo tja in sem se vpisala in ostala. V bistvu ples je neko naravno gibanje, ne? Tako kot hoja, tako kot plezanje, ne? Je tudi ples, ne? In zdaj, kaj ste kot otrok začutili ob plesu? Ja, kaj je bilo tisto, zaradi česar ste ostali pol sploh pri plesu, ne? Ja, to je težko rečem. V bistvu je naravno, pa ni naravno, ne. Je Sodoben ples je bolj Sodoben ples je bolj naraven. Same tehnike so bliže anatomiji oziroma gradijo na lastni anatomiji, na lastnih predpostavkah. Klasičen balet ima pa ta ideal, kateremu se je treba približati, ne, ki je pa tudi dosti nenaraven lahko, sploh v nekih ekstremnih. Sploh tole po prstih, mislim, človek načeloma ne hodi tako, ne? Ne, ampak to še niti ni tako zelo nenaravno, recimo imajo folklore, kjer se Gruzici, mislim, tam bolj vzhodne folklore imajo tudi to. Bolj je v bistvu nenaravno, bi rekla, ta kombinacija, ta koordinacija telesa, ki se potem ekstremno, bi rekla, geometrizira, ne, v ravne linije, v čiste linije, kar pač človeku ni to tako zelo naravno. Prirojeno. V bistvu gre za dva zelo različna svetova, ne? Balet, klasični ples in pa sodobni ples, ne? Ampak vi ste jih sorazmerno hitro prepletli, ne? Ko ste prišli iz študija iz Pariza, ne? Na jugu Francije, iz Kana, ja. Iz Kana, ja. Prej ste rekli, da je balet v Parizu, ja, pa me zadaj. Iz Kana z diplomo, ne, ste se zaposlili v baletu
In hmal po tistem začeli, ste Ksenijo Hribarjevo spoznali, ne? In se začeli ukvarjati se tudi s sodobnim plesom in to ste potem celo življenje oboje počeli, ne? Ja, sej, mislim, Kako se je sploh to? Mislim, to je bilo za tisti čas kar težko zamisliti, da bo nek baletnik iz ansambla ljubljanskega baleta in mislim, opere in baleta šel v plesni teater plesati nek čisto sodoben ples. Ja, ni to čistko. Je v bistvu balet in modernost, zgodna modernost, ki je zdaj, ki se je začela dogajati že vsaj 100 let nazaj, ne, že veliko bolj zgodaj, kot si pravzaprav nekje v povprečju ljudje predstavljamo to, a ne, sta se skozi generirali eno drugo, ne, že, ne vem, ko je Laban začel. Tako, Pino in pa Pija Mlakar. Vi ste celo sodelovali z njima, ne? Ja, sem še imela to priložnost, ja, da čist mlada, ko sem prišla iz baletne šole, sta postavljala Vrak na vasi, ja. No, ampak ona dva sta bila recimo tako rekoč modernista, a ne, sta pač hodila v Labanovo šolo, seveda sta tudi, Laban je bil pač prvi tak sistemski modernist, ki je nek sistem šolanja in tudi raziskovanja giba in telesa vpeljal poleg klasike oziroma kot neko nadgradnjo nadaljevanje klasičnega baleta. Klasičen balet ima pa pač toliko dolgo tradicijo, da je že en sistem bil postavljen in večina tudi potem modernistov in rečemo sodobnikov se je pravzaprav verjetno najprej šolala v baletu, ker to je bilo še v tam 1900 pa tako, ne, in potem so v bistvu te stvari, te dve, to nista ločena svetova. Jaz jih ne vidim kot ločena svetova. Ja, pri vas zagotovo nista. Ne, tudi sicer pri nas to majčkeno preveč poudarjamo to, da je to čist nekaj drugega kot sodobni ples. To so različne, v bistvu danes se to že smatra kot različne tehnike, a ne. Nekdo pač je bolj šolan v baletu, ampak tudi baletne šole imajo danes že ogromno modernega, sodobnega, ker gre pač koreografija baletov so danes bolj svobodne, kot so bile recimo, mi otroci pa smo šli v balet, pa to je bilo res čist strogo, klasično, ne? Ja, saj šola pač more biti, ker tehnika, saj v bistvu ni dosti drugače kot v glasbi, a ne, če se nekdo pač če nekdo gre čez vso klasično oziroma nižjo pa srednjo pa akademijo, pa je v bistvu klasični pianist ali pa violinist, nima potem posebenega problema igrati moderno kompozicijo ali pa neko sodobno, ne. Če mu note dajo. Ja. On je pa na jazzu študiral, ne, je pa lahko malo drugače, ja. No, sej tle so podobne stvari, ampak v glasbi se to toliko zelo ne ločuje, ta svetova, ne. Pri nas v plesu pa se še vedno malo preveč ločuje, ne, kar Jaz mislim, da ni potrebno, zato ker napredek v baletu je šel skozi sodelovanje ali pa vplive modernosti pa sodobnosti in obratno. Sodobnost in modernost se je pač nekje generirala tudi s pomočjo baleta. Tako da je to, mislim, meni je to zelo zanimivo, kako se to pravzaprav razvija, kakšna je ta evolucija. Drugače pa za samo, bi rekla, kvaliteto dela, za rečemo estetske dimenzije ali pa umetniške dimenzije, pa ni pomembno, ali je balet, ali je sodobni ples, ali je, ne, lahko je tudi predstava sodobnega plesa relativno konzervativna.
Ne, ali pa hkrati je lahko Pa neko balet zelo delo, ki uporablja baletno avantgarden, tehniko, ne. lahko zelo progresiven. Če se za trenutek vrneva še prej, ko sva se dotaknila tega znamenitega para slovenskega plesnega, Pijo in Pina Mlakarja, oba ste poznali, s Pinom ste se pa večkrat srečali, potem že, ko je on bil že vdovc, ne, in je tudi potreboval družbo. O čem sta se pogovarjala? On se je rad pogovarjal o plesu in še čem, ne? O čem sta se pogovarjala? Kaj je, kako je on, čeprav je takrat že precej star, kako je gledal na ta sodoben svet? Ja, za njega sploh ni bilo tle kakšnih razlik, v bistvu nikoli ni govoril v smislu, da je neki recimo klasično ali pa neki sodobno ali pa neki. Njega so zanimale te esence, kje se zgodi umetnost, kje se zgodi estetika, filozofija ga je zelo zanimala, v bistvu s kakšnim, bi rekla, miselnimi koncepti vstopaš v kreacijo, eksistencializem ga je zelo zanimal. On je bil izjemno naklonjen temu, da že ko je še veliko pred mano, ne, ko je bil recimo v ljubljanski operi, je celo generacijo Majno Sevnik, Vlasta Dedoviča, Metoda Jerasa, on jih je zelo spodbujal h koreografiji, ko so bili še mladi, ne, in tako so tudi recimo Majna Sevnik, Vlasto Dedovič, sta se razvila v koreografa, v bistvu mislim, da jih je kar iniciiral v to, ne. In tako ga je tudi zanimalo, kaj delamo na tem področju, ki ni opera. Tako da smo mu prinesli tudi zelo zvedav je bil, ne? Zelo zvedav, bil je tako nekako, še pol, ko je bil že tako rekoč tik pred 100 letom, je bil čist deški, čist otročji, ne mislim otročji v slabem smislu, ampak mladosten. Upijal svetu okoli sebe, tak. Ja, izjemno, tudi rad je gledal stvari, včasih je kazal kakšne stvari, ki je vedel, da jih ne vemo, iz svojega dela s Pijo, še iz tujine, pa tako, zelo dragocen človek je bil res, in se je dolgo živel, no, pa je pač, vem, da je nekako je krožila zgodba tudi, da ko je bil še v tistih zgodnjih 50-ih ali sredi 50-ih let, ko je bil šef baleta v Ljubljani, da je tudi želel vzpostaviti poleg klasične baletne šole še to Labanovo linijo izobraževanja, ampak takrat je bil socializem in mi smo mogli bolj po rusko delati, in žal to ni uspelo, ne, ker bi verjetno, če bi uspelo, bi se ta njegova naravnanost, ta vizija, da v bistvu se balet res koncentrira na umetnost, na estetske dosežke, ne toliko na virtuoznost, pa na, bi rekla, samo ohranjevanje klasičnih repertoarjev, a ne, bi se mogoče tudi ta sodoben, takrat se je reklo še modern, termin sodoben je prišlo kasneje, ne. Kasneje smo prevedli. Ja, bi verjetno njegov vpliv bil večji, a ne, na to našo področje. Govorimo, mislim, ko govorite o plesu in o tem odnosu med klasičnim in sodobnim, nehote pridemo do primerjave z glasbo, ne, s klasično glasbo in pa z jazzom. Ne, zdaj, še ena stvar, ki na nek način tudi definira razliko med klasično glasbo in recimo jazzom, ki je tudi neke vrste resna glasba, ne, oboje, tako kot pri plesu, ne, je, da je jazz cona svobode.
Lahko to primerjamo tudi v plesu, ne? Da je sodobni ples, jazz, je dovoljena tam improvizacija, tako kot recimo v glasbi pri jazzu, ali je, in tudi to, ne, ta povezava med glasbenikom in potem skladateljem oziroma plesalcem in koreografom. Lahko to primerjamo na ta način? Delno sigurno lahko, ker v bistvu v temu, kar imenujemo sodobni ples, so se zelo razvile pač te tehnike oziroma te neke metode improvizacije, ne, ki pač tudi to pomenijo, da pač plesalec sam kreira, ne. Zdaj recimo, če rečemo če rečemo, da se dela neka predstava, pa ima koreograf idejo, da neke iztočnice, da neka vodila, ampak plesalec sam generira gib, ne. In to je precejšnja razlika v tem, kako se je dela v bistvu bolj v klasičnih, še baletnih skupinah in po teh metodah, kjer koreograf dejansko vsak gib definira, pokaže, ne. V zadnjem času se že tudi razvija skupaj ker gre to vse naprej, vse te stvari vplivajo ena na drugo. Ja. In različne umetnosti vplivajo ena na drugo. In tudi različni koreografi različno delajo, ne. Včasih je tudi v sodobnem treba tako, tudi jaz sem tako delala, da sem točno določila gib ali pa skoraj, ne, ker je pač taka ideja, ki to potrebuje, a ne. Nekje drugje pa vidiš, da je ideja taka, da lahko pusti drugačno, bi rekla, generiranje tega materiala, ki mu rečemo gibalni material, recimo, a ne. Zato potrebuješ tudi posebnega plesalca, niso vsi plesalci tako, sposobni točno to, improvizirati, ne? Ja, tako, ne, recimo dolg časa mi je bila improvizacija No, to sem hotel povedati. Smrt. Ste radi improvizirali kot plesalka? Improvizirala sem kot še otrok, ker še preden sem šla v baletno šolo, ker pač smo kar plesali, a ne. Potem pa dolga leta ne. Potem je bilo pa grozno težko preiti v improvizacijo. Tega se moraš naučiti, a ne. Ampak je pa luštno, ne? Ja, je pa perfektno. Vse enkrat spustiš, kot si svoboden. Ja, mislim, dejansko ima neizčrpen vir nekih gibalnih invencij, presenečenj, tudi telo se blazno razvija, a ne, same gibalne sposobnosti se razvijajo čez improvizacijo, ne. Je pa, kot bi rekla, kot performativni format, improvizacija nekako stoji lahko zase, a ne, kot improvizacija, ali pa neko delo plesno, ki ga pa pač nekako moraš zoblikovati, ne. Zdaj, koliko daš not improvizacije, koliko ne, je vprašanje tega, kaj želiš, a ne. Ampak ne, danes se recimo, mislim, da je prav naša kolegica Andreja Hriberšek izjemna v tem, kako zna sestaviti v bistvu čisto improvizacijsko predstavo. Jaz tega tako ne delam, nisem še tam. So temelji v klasični šoli, ne? Mogoče, ja, je ta. Malo ovira to, ne, potem. Ja, dolg časa mi je bila ovira, potem sem pa potem se pa dogaja, probuješ, mi rečemo temu kilometrina, ne, ko imaš neko kilometrino, sem se pa tudi v to spustila, no. Dve stvari smo pri Pinu Mlakarju omenili, eno je estetika, ne, to bo malo kasneje, filozofija, je ples filozofija, lahko? Ja, jaz zelo tako vidim ples kot filozofijo, ne, lahko je tudi ideologija, recimo, če gledamo klasične balete, so bili pač narejeni po ideologiji pač takratne, ne,
aristokracije, ne, z vertikalo kralji, princi in dobro, slabo oziroma zelo in dobro. In to je bil en ideološki okvir, ne, skozi katerega se je pač delalo klasične balete, ne. Z raznimi dodatki pa tako, ne. Potem je pa prišla moderna, ki je osvobodila najprej tega modela, čisto narativnega, tega ideološkega modela, se je spustila bolj v material, kaj telo je, kako telo lahko anatomsko funkcionira, kaj je naša zaznava prostora, vse te pač evklidične zadeve, ki nas determinirajo, ne, med mislijo in med telesom, a ne. Le geometrija je tako nekako vraščena v naš mind, ne, da v našo misel, v sploh kako participiramo okolje, da je to ima vpliv na naše gibanje, ne, sploh ko pride do plesa. Sodobni ples je pa v bistvu, jaz ga zelo tako vidim, ne, ali je lahko pač narativni oziroma neko narativo vzame za svoje izhodišče ali pa zgodbo, ali pa lahko v bistvu išče neke koncepte gibanja, filozofske koncepte oziroma jih telo iznajde, ne. Recimo zelo značilna je recimo kontaktna improvizacija, ne, ki se je pravzaprav razvila kot en princip med dvema telesoma, ki generira gibanje in vse, celo formo, cel format in celo formo. In je postala pravzaprav tudi nek temelj sodobnega plesa, eden od, ne samo ta, ampak je kot neka filozofija telesa, filozofija gibanja, ne. Mene bolj zanima ta aspekt kot narativni aspekti, ker vidim, da se skozi taka vstopanja lahko ogromno tudi enih zgodb razkriva. Ples je tesno povezan z glasbo. Ja. Glasba da okvir plesalcu, okvir njegovega gibanja, da mu ritem in vse to. Kaj pa ples brez glasbe? Ja. Je možen? Možno je seveda, da ni inštrumentov, da nihče ne poje, da nihče ne daje ritma, ampak takrat je glasba noter v plesalcu, ne? Ja, absolutno, ja. In ritem je v njem. Mislim, jaz glasbo skozi rečemo skozi gibalno razmišljanje razumem kot prostor. Glasba je v bistvu in tudi gib, ampak glasba je v bistvu temeljna človekova zavest o prostoru. Zvok nam da veliko več zavesti o prostoru kot oči. A ne, ker tako smo narejeni, da recimo, če vzamemo iz živalskega sveta, da recimo, ko slišiš neki šum za sabo, že veš, koliko daleč je lev, da me ne bo ujel, ali pa koliko daleč moram, da bom sam ujel plen, recimo, ne. To nekako tako jaz to razumem in v bistvu je naša zvočna zaznava hkrati zaznava v prostoru. Gibanje je pa pač pogojeno s prostorom, en drugega pogojujemo, ne. In to je tako zelo povezano, da ko recimo imaš glasbo, ki je zelo ritmična, zelo melodična ali kakorkoli, ti v bistvu diktira prostor, ki ga lahko uporabiš, ali pa prostor, telo, ne, telo plesa. Ker recimo imaš neko, ne vem, plesno sekvenco, ki je enovita in lahko rečemo, da je kot eno novo telo. A ne, zariše neko novo telo v prostoru in glasba ponavadi to uokviri, lahko, a ne. In nam da, ne, glasba vedno da čas, koliko časa lahko greš v desno, v levo, ali se ustaviš, ali ne, vedno. Glasba je v bistvu prostor. In zdaj, če je ni, je glasba gib. A ne, gib in glasba sta tudi če je ni,
gib postane glasba, ne, notranji ritem, ne moremo brez tega. Kakor smo enkrat v prostoru, je zvok in je gib. Je ples najstarejša umetnost? Ne vem, to bi mogla biti antropolog, vsak trdi za svojo umetnost. No, če gledamo recimo vsa primitivna ljudstva, imajo, je ples mogoče najpomembnejši del njihovega obredja. Ne? Ja, pa tudi zvok na nek način, gib. Ja, gib je sigurno, da je mogoče bil pred govorom, ne, zdaj... Ja, pa pred zvokom pa ne. Pred zvokom pa ne. Zdaj, verjetno, ne. Ne vem, to je res zagonetno, ne. Kaj se lahko naučimo recimo iz teh plesov pri nekih afriških plemenih, smo jih imela naša sodobna civilizacija, to razkošje, da je lahko pogledalo v preteklost čez tisto, kar se je v sedanjosti dogajalo tam, ne? Recimo ali pa v Južni Ameriki, ne, smo še naleteli na te obrede, ki so najbrž enaki, kot so bili pred 3-4 tisoč leti. Ne? Kaj se lahko nek koreograf ali pa plesalc nauči od teh? Jaz mislim, da ogromno, ne. Ogromno je, sploh sodobni ples, ne, ali pa ko se je balet moderniziral, recimo prav koreograf Maurice Béjart, ki je zelo tako znan, ne, v tistih svojih najboljših letih, je ogromno jemal prav iz teh pač zgodovinskih, tradicionalnih, eksotičnih ljudstev, nekih idej za svoje balete kasnejše. Ne, tudi recimo slavni posvečenje pomladi, Rite of Spring, je v bistvu je ritual, ne, pomladni ritual in je nastal po glasbi Stravinskega in recimo prvi se ga je tako lotil Nižinski, plesalec vseh plesalcev, zgodovina ga tako imenuje in hkrati je bil tako ekstremno strasten ali pa tako nor, da je pravzaprav v tem svojem prvem poskusu popolnoma razgradil oziroma lansiral modernizem. Probal lansirati modernizem, ne? In se je spet vrnil k ritualu, a ne? Ker je tle nekje je izvor giba, ki je umeten, ki ni samo opravilen, ne? Ki je na nek način, nima nobenega opravilnega smisla, ampak je potreben človeku za ne vem, kaj vse, ampak je potreben. Prej ste omenili, ko sva se pogovarjala o Pinu Mlakarju, njegovo zanimanje za estetiko. Pa ostanemo pri estetiki. Estetika je nekaj lepega, ne? Je o nečem lepem. Kaj pa estetska negativnost? To je del naslova vaše doktorske dizertacije, ki ste zagovarjali to nalogo v Londonu, ne, tam ste doktorirali. Estetska negativnost, ne, in koreografska praksa je cel naslov. Kaj ste mislili s to estetsko negativnost? Je lahko estetika negativnost? Ne, to je, v bistvu, ko rečemo besedo estetika, je treba poudariti verjetno, da ne mislimo estetsko kot samo lepo. To je, imamo danes tudi estetiko obraza, pa ne vem, estetske operacije, pa tako, to je en pomen bi rekla, vsakdanjem pogovoru, ne. Estetika kot filozofija, kot estetska disciplina, filozofska, pa raziskuje v bistvu, kaj je umetnost. A ne? In da ne rečemo umetniški princip, rečemo estetski princip. To so filozofije. Ne? In v tem smislu je tudi Mlakarja zanimala estetika. Ne? Kot tudi danes rečemo, da ima pač umetnik svojo estetiko, da je našel
ali svoj glas, ali pa recimo z drugimi besedami svojo estetiko, ki pa nima lahko nobene zveze za to estetiko, kar pomeni samo lepo, ne. Zdaj, estetska negativnost je pa v bistvu en termin, ki ga je skoval Theodor Adorno, ki je pač bil velik filozof umetnosti, zelo ga je zanimala glasba, zelo ga je zanimalo, kje se zgodi ta estetski učinek, ker rečemo estetska izkušnja, ko greš gledat pač neko umetnost in se ti nekaj zgodi, nekaj se te dotakne in temu se reče estetska izkušnja, aesthetic experience recimo, ne. In kaj je tisto, kjer kaj je potrebno oziroma kaj stoji za tem, da se to lahko zgodi, a ne. No, in njegova teza je bila, da je v bistvu estetska negativnost stoji, da je v bistvu spremeni vsakdanjost z nekim prijemom, tako da je estetizirano delo v negativnem odnosu z vsakdanjostjo. Umetniško delo mora biti v negativnem odnosu. To pa ne pomeni negativno minus kot, ne, ampak to je za misliti, ne. Mislim, samo vprašanje mora biti malo bolj provokativno, ne. Ja, absolutno, ja, ne pomeni v negativnem, v nekem slabšalnem smislu, ampak pomeni v odmaknjeno, izmaknjeno, ne. Tudi recimo izhaja pa iz teorij poetike, poezije, kjer pač v bistvu se išče odmik ali pa alienacijo, odtujitev nečemu vsakdanjemu, ne. Zato se včasih tudi samo reče, če rečeš, to ni stol, je lahko že pot v estetiko, ker pač, če rečeš, to ni stol, potem se moramo vprašati, ni stol, pa vidiš, da je stol, a ne, pa pokažeš na stol. O njem razmišljamo kot o neki obliki, ne pa kot o neki stvari, ki je uporabna, ne. Tako, pa o pojmu, a ne stol. V momentu, ko recimo uspeš narediti neko negativno operacijo na nekih pozitivnih, rečemo vsakdanjih uporabah ali pa pojmih ali pa predmetih, takrat razpremo pojmovno polje, polje pomena, ne, in takrat se v bistvu nam misli aktivirajo, dojemanje se nam aktivira, dojem in takrat se v bistvu že začne dogajati estetski učinek. To je nekako... Zdaj, če gremo stran od te odmaknjenosti, da se spustimo iz polja filozofije v vsakdanje življenje, ples je dejavnost, ki je zelo podobna športu, veliko enakih zakonitosti. Če športu odvzamemo agonizem, tekmovalnost, tudi šport postaja estetika, sploh v nekaterih športih, zelo, ne, konec koncev tudi, če gledaš enega skakalca v višino, ne, je to zelo estetsko, ne. Ja, zelo, ja. Nekaj drugega hočem. V bistvu plesalec je lahko ga primerjamo z vrhunskim športnikom, ne. Da lahko plešeš, moraš enako trenirati svoje telo, kot ga trenira športnik. To ni enostavno, ne. To je trd trening, odrekanje. Je kar, ja. In druga stvar, ima rok trajanja, ne. Plesalec ne more do 65. leta, takrat, ko izpolni pogoje za upokojitev, ne more kar plesati ves čas, ne. Kakšen na kakšen način, ne, vsi pa ne. In tudi vsi ne morejo biti koreografi, ne. Ja, sigurno, da ne. Kako je s tem, kako preživeti od takrat, ko ne moreš več plesati, pa do pogojev za upokojitev? Ja, sigurno se za nek ekstremen
telesni napor, a ne, ali pa bi rekla ekstremne finese telesne, a ne, se sigurno je nek rok trajanja, ko je težko vzdrževati vse telo v taki maksimalni, bi rekla, ja, naoljenosti in sposobnosti, ne. Zdaj, v klasičnem baletu, ne, če ostanemo tako prav v tem sistemu klasičnega baleta, pa baletov je, tudi ne glede na to, da se delajo modernejše, sodobnejše zadeve, tudi tam se pač ljudje potem ali grejo enostavno v pokoj, to je tudi ena možnost, a ne, drugače pa nekdo, ki ima še veliko energije, veliko motivacije, ali uči, ali se mogoče še specializira za učenje dodatno, ali se ostanejo kot asistenti, pa pač asistirajo ansamblu z repertoarjem in z novimi stvaritvami. Zelo različno, kam se ljudje usmerijo. V sodobnem plesu je pa že moderni, sodobni, je pa več možnosti, zaradi tega, ker je ta razpon gibanja pravzaprav ni nujno samo tako fizično ekstremen, bi rekla, ni nujno, da vse idealno moraš narediti v zastavku, kar si zastaviš, če si zastaviš gib, ki ga še lahko, ki si ga še sposoben, potem nadaljuješ, a ne, če si pa zastaviš nekaj, kar je za mlajše, pa pač morajo mlajši to izvajati, a ne. Ampak tule je več možnosti, recimo, vem, zelo lep primer je Merce Cunningham, ki je bil pač taka veliko ime modernizma, sodobnosti, ki je bil že popolnoma, artroza ga je čist zvila, ampak on je, ko je kazal svoje koreografije, ker je pač bil koreograf, a ne, je bilo vse jasno. Čeprav se je amplituda iz recimo tako velikega giba zmanjšala na tako, ampak je bilo vse jasno. Ja, tudi njegovo telo je še sposobno pripovedovati zgodbo. Tako, in je misel je še vedno, oziroma telo je še vedno lahko artikuliralo, kar je za misel, a ne. Tudi če je v manjši amplitudi, ne. V obrazložitvi nagrade Prešernove so med drugim zapisali: koreografski opus Mateje Bučar je unikum v slovenskem prostoru. Njegova večmedijskost koreografijo umešča v območje zunaj izključne gibalne umetnosti. O tem sva se malo pogovarjala. Njena dela so koreografske situacije, ki vselej osvetljujejo meje koreografskega medija in ga razstavljajo navznoter. Kaj so hoteli povedati s tem? Ja, s tem so hoteli povedati, da se verjetno, no, da se me ne zanima toliko zgodba ali pa neka narativa ali pa bi rekla, neka ideja. Danes recimo imamo zelo, nekako je zelo prezentno to, da si moraš nekako, da moraš biti kritičen, da si moraš neko temo izbrati in to temo obdelati, ne. Velikokrat potem to pride kot skoraj malo ilustrativno lahko, a ne. Ni nujno, seveda, ampak mene pa to nekako ni toliko potegnilo, ampak me je sama narava oziroma same materialnosti vprašanj plesa, tako kot ste vi vprašali, kako so recimo rituali vplivali na ples. Ali pa recimo jaz se vprašam, kako telo misli, kaj sploh je koreografija. Recimo ta cela serija urbanih koreografij je na nek način si zadala to vprašanje in pogledala, če sem pogledala ven na cesto, v bistvu se mi je zdelo, da se že vse, da je že kar naše življenje skoreografirano, potem majčkeno bolj globlje razmišljaš o tem, iščeš neke te logike, ki se pravzaprav lahko same razkrijejo in se jih da dokoreografirati. Kot
vprašanje ali pa kot neko razkrivanje ali pa kot negativna plat te pozitivne, kako živimo, a ne, kaj je z gibom v našem življenju, kako v bistvu prostor giblje nas, ali mi gibljemo prostor, ne, danes se bomo še, mislim, da krepko sprašvali to z razvojem tehnologije, ali v bistvu še mi gibljemo prostor, tako kot bi nam odgovarjalo, ali prostori gibljajo nas, a ne, ali se podrejamo v bistvu tehnologiji, ki je... Tole je tema za eno uro nekega drugega pogovora. Dajmo se malo ogniti od tega. V tem smislu, S svojimi koreografijami ste gostovali praktično po celem svetu, ne? Ogromno. Ja, bolj po Evropi, kot Ples ima to srečo, ne, da ga vsi razumejo, ne, za razliko od nekega literata, pesnika. To pa res je. Kako so vas in vaše koreografije sprejemali v tujini? Kje vse ste gostovali? Ja, gostovali smo bolj po Evropi. Mislim, da čez lužo nekako nismo kaj dost uspeli. Tle je več razlogov. Veseli smo, da smo pravzaprav v pogojih, v kakršnih delamo, a ne, z malo neke sistemske podpore sploh uspeli to gostovati, kolikor smo, ne. Ja, je pa zadnja desetletja je sodobni ples, pa performativna umetnost, sodobna, širše, postala nekako... Internacionalna. Mislim, zelo je imela, velik pospešek je imela v Evropi, ne, ker je se pač smatralo, da je to neko polje demokratičnosti, liberalizma, res lastnih pogledov, kritičnosti in je bila zelo, zelo podprta, ne, po Evropi kar precej, ne. Tako da mislim, da je danes, če gledamo festivale pa programe raznih centrov, skoraj več sodobnega plesa, če se sam na ples omejim, kot baletov, recimo gostuje in se mreži. Tako da je bil pa tudi recimo že takrat v 90-ih neka pozornost na našo bivšo Jugoslavijo, ker je bila pač vojna, ker je bil razpad, ker so bile pač te teme, te politične korektnosti tudi nekako v ospredju, tako da je bilo, se je dalo na nek način se kar dobro mrežiti. Že takrat, no, mi smo imeli srečo, tle je bil še en Novomeščan, Miran Šušteršič, ki je pri plesnem teatru, žal je že umrl, ampak... Sosed moj. Ja, no, Miran, ja, je pravzaprav ogromno, bil je nekako izjemno sposoben za mednarodne povezave takrat in je povezal... Nas je kar malo povezal, že zelo zgodaj, potem smo pa malo sami nadaljevali, jaz sem imela tudi mogoče malo srečo kasneje, da sem lahko veliko sodelovala z Vadimom Fiškinom, ki je bil tudi moj partner, ki je pravzaprav tudi precej znan mednarodni vizualni umetnik in mislim, da tudi dela imajo kar njegov pečat tudi po svoje in v tej kombinaciji so pač nastale neka dela, ki so bila dokaj posebna, res, ne, in hvala Bogu so bila tudi nekje prepoznana po nekih dobrih festivalih in zmeraj tako, če priješ na en, bi rekla, dost referenčen festival, potem kar se hitro zanimanje oziroma tako hitro nikoli ni, ne, ampak je važno je, da prideš na en ali dva referenčna festivala, potem pozornost zbudiš, potem lahko vzdržuješ kontakte, predstavljaš svoja nova dela, nekako imaš povezave in ko jim je spet nekaj všeč, te povabijo, ne, povabijo pa sem tisto, kar jim je zares všeč, to mora biti zelo presežno vse. Ja. Za konec pojmo k začetku in sicer ob vsem vašem izjemnem opusu sva se spoznala
ob nečem, ki nima nobene zveze s plesom. Ekologija. Ja. To je ta vaša občutljivost za to, kar se dogaja okoli vas, kar se dogaja v okolju, kar se dogaja v naravi. To je pa tudi ena stvar, ki vas zelo zanima, ne? Ja, to je pa res, ja, mogoče je povezano, a ne. Zelo znan umetnik Ulaj je rekel, estetika brez etike je ni, ne. Umetnosti ni brez etike, ne. In človek se zelo neetično obnaša do okolja, v katerem živimo, od katerega je odvisen, ne. Tako, ja. Mislim, res se to zdaj začenja poznati. Ne, prej se je recimo že v 30 letih so pametni ekonomisti, tudi znanstveniki, se pravi v 30 letih prejšnjega stoletja, ne, so že opozarjali, da industrializacija in tako kmetijstvo, kot se je zagnalo in zaganjalo takrat, da bo pač imelo negativne učinke na okolje, ne, in da to ni dobro, ampak to je bilo vse preslišano, ne, ker še vedno je, spet. Žal je še vedno, ja. Žal je pač narava dolg časa služila v tem smislu, da je pravzaprav lahko še sama čistila ali pa nekako vzdrževala, pač imela to samo ozdravitveno moč zelo dolg časa in to je prišlo v kri ljudem, človeku je to prišlo v kri in še vedno tako razmišlja, a ne. Ampak meja je že prestopljena, ne. Ja, to imate priložnost opazovati tudi na neki mikrolokaciji, ne. V Kostanjevici ob potoku Studena, kjer je vaša domačija in kjer je vaš mlin, ne. Tudi ob Krki, ja. Ja, in kako se je spremenila Studena, kako se je spremenila Krka od časa vašega otroštva do danes? Ja, to je res v bistvu ta izkušnja moja, oziroma ko pač živiš tako, ker v Kostanjevcu skozi hodimo in smo pravzaprav na nek način se štejemo kot domačini, a ne. In ja, ne vem, nekje tam po sredi 70 let se spomnim prvič Krke, ki je priplavala črna, potem je priplavala oranžna, in to poleti sredi kopalne sezone, ne. In to so bili šoki, ampak še takrat je tako, po 6 dneh je izginilo, recimo, ne. Ne, ampak potem se je to nadaljevalo in vsako leto, tam sploh 90, no, pa še 2000, ne, to poletja so bila tako žalostna, ne, še bolj kot zime, ne, ker se pač karkoli je že tam not plavalo, se je pokazalo še dodatno poleti, ne. In seveda se je o tem govorilo in se je tudi na nek način se je probalo sanirati tako ali drugače, ampak Krka je danes, mogoče se čuti v zadnjih 10 letih nek napor, da bi pravzaprav vsaj poletja bila zelena, da bi bila zelena. Ampak ne rata skoraj nobeno poletje, ne. In poleg tega se, ne vem, tako kot jaz to opazujem, a ne, se je seveda ogromno, se je pravzaprav življenje razvilo, ne, že pred Novim mestom, Novo mesto, za Novim mestom, Šentjernej. To je ogromno enih obratov, ogromno ene industrije in tako naprej, ne, in kmetijstvo, ne, mislim, da pač vsi ti sistemi odpadnih voda, pa od kmetijstva pač ne sledijo razvoju, a ne, zadosti, ne, ker je pač ta razvoj tako, ima tak strašanski primat, da je samo to vrednost. Če pa ohranimo kaj zdravo ali pa čisto, pa ne šteje kot vrednost, ne. In to je ta diskrepanca, s katero pač živimo, ne. Jaz mislim, da je pravzaprav vse to zelo izvedljivo, ker je tehnologija tudi zelo napredovala in če se le hoče, če se le vidi kot vrednost, a ne,
pač ne vem, nek čist potok ali pa čista reka. Ne, in Krka pač v spodnjem toku je pač, ja, seveda gre čez ogromno naseljenost in seveda bi bilo treba tle veliko več vložiti, pa bi verjetno šlo, ker sej neko čistilno moč ima, ampak takšne, ki jo pač zdaj potrebuje, pa nima, a ne. In recimo leta kasneje, tam nekje 10-15 let nazaj, smo to začeli še na tem našem potoku, kjer je čez naš vrt teče, tako rekoč, ker ne moreš ne videti, ne, in potem vidim res to iz tedna v teden, kaj se z recimo tem potokom dogaja. In me seveda strašansko boli srce in duša, ker ni več zelen poleti, je rjav, ne, zdaj neki se probam, mogoče kaj poboljšati, ampak vse, kar je boljše, je tisto, kar je odvisno od vremena, ko so pač poplave, malo prečistijo, potem pa spet, ne, če pa dolgo ni poplave, ali pa se pa zelo pozna, ne, je pa vse bolj rjavo kot ne, in to teče v Krko. In potem sklepaš seveda tudi drugi potoki, ne, večina potokov, mislim, da pritokov Krke je danes obremenjenih čist preveč, mogoče čist po nepotrebnem, a ne. In je pač vse verjetno se bo nekdaj to izboljšalo, sam v našem Ko je bila korona, se je čez noč izboljšalo. Se je kar izboljšalo, ja. Ne vem, upam, da bo recimo moja generacija vsaj to izkusila v mladosti, mogoče bo ta generacija v starosti uspela, ampak se mi zdi, da večje vrednosti kot čist zrak, zdrava zemlja in čista voda, una v globinah in ta na površinah, ne, če sploh ne omenjamo morja, kako je preobremenjeno, a ne, da večjih vrednot tako rekoč nimamo, a ne. In zdaj, a bo gospodarstvo oziroma industrija in politika to razumela in ne. Je pa v bistvu samo, se mi zdi samo, ker če pomislim, če bi že v 30 letih, ne, še pred drugo svetovno vojno pravzaprav razumeli ali pa vzeli to skladnost razvoja kot nujo, bi mogoče šel malenkost bolj počasi, ampak kaj dosti pa tudi ne, a ne. Bi se ta paradigma, da je pravzaprav, ne, če je produkt lahko 100% varen za človeka, mora tudi ostanek oziroma Mora biti tudi proizvodnja taka. Proizvodnja taka, da je ostanek oziroma rečemo izpust, kakršenkoli, 100% varen ali pa 99,9%, ker toliko mogoče 0,01% ima pa tudi narava moč, da sama Ja, ampak si pomaga. Težko je človek optimističen, ne, recimo, če gremo 30 let nazaj ali pa 35, je bilo pred volitvami veliko slišati o okolju, o varovanju okolja, danes o tem skoraj nihče od kandidatov ali pa od politikov, ki bi radi nam vladali, o tem ne govori. Pa so to morajo Prešernovi nagrajenci o tem govoriti, ne, jaz upam, da bodo ljudje, pa tudi politiki prisluhnili tudi Prešernovim nagrajencem. Ja, jaz mislim, da seveda, to je neka pač nervoza okrog ekonomske blaginje, a ne, ki ima tako vgrajeno v zavesti, da lahko prišparaš na tem izpustu oziroma tem ostanku, ne, in da je blazen strošek, ne, v bistvu se bi pa danes, verjetno se bo mogla tretja ali to že četrta industrijska revolucija zgoditi prav skozi ekologijo oziroma skozi to tehnologijo, ki bo pač zavarovala naravo 100%, rečemo, zakaj ne bi imeli velikih ciljev. Nekaj časa se je kar dobro kazalo, zdajle pa
Ja, zdajle pač zato, ker to ni popularno pri človeku, ki pač nekako danes na jutri se proba preživeti. A ne, Kot otrok, ki hoče vse takoj. Ja, pa tudi strošek še vedno je, ne, zdaj, če bi učili v vrtcu že, da to ni strošek, da to je nujno, a ne, in da to je v bistvu investicija v zdravo okolje, ne. Potem beremo v kakšnih recimo intervjujih z poslovneži, uspešnimi poslovneži, kako recimo hodijo v neokrnjeno naravo v Patagonijo ali pa na Kamčatko, ne. Lahko bi imeli tudi neokrnjeno naravo tukaj, ne. Slovenija še vedno ima te šanse, da bi jo ohranila, ampak lahko, da si jih bo tudi zapravila, če ne bo. Da bi šli politiko, vam pa ni padlo na pamet. Ja, nekje sploh nisem imela časa o tem razmišljati, pa ne, ampak saj je ekologija, mislim, da je, saj tudi umetnost je, ne, umetnost tudi tako malo kot ekologija je skozi porinjena na stran, a ne, da na nek način se ne zdi tako pomembna kot gospodarstvo, celo kot šport, ne, ker pač šport danes je že jasno, da je treba v njega investirati in se investira v njega, ker ima pač večji obrat, a ne, finančni. Konec koncev tudi kultura pa umetnost zelo veliko, danes že zelo pomembne gospodarske veje. Ne? Ja. Saj jaz mislim, da je problem samo v glavah. A ne? Mislim, mi smo mlada država in se je pač gospodarska rast, ne? In ves ta uspeh je pravzaprav zasenčil to kulturološko stran našega razvoja, ne. In to pač, ker tudi Slovenija državnosti prej ni imela, a ne, ni bila prvič država, zdaj je ena Poljska ali pa tudi, če so bile prej socialistične, komunistične, pa so prej imele države, a ne, Slovenija pa ni imela in tle je še veliko pravzaprav za dograditi prav v tem smislu, a ne, kulture, umetnosti, prosvete, gospodarstvo itak vsi forsiramo in forsirajo in ne, in je razumljivo, da pač ljudje morajo živeti dobro, ne, ampak kako boš dobro živel, tudi če ne moreš na počitnice, pa potem ne moreš še v Krko skočiti, a ne, kje je tle zdaj dobro življenje. Če bi pa lahko v Krko skočil, pa mogoče sploh ne bi bilo treba iti na počitnice. Recimo, ne, ker mislim, da ni večjega veselja, da pač, ne vem, kakšna druga reka ima mogoče majčkeno več sreče, Kolpa, ki ni pač ne teče po tako zelo naseljenem, ne, območju in pač to je prekrasno, a ne, to je pravzaprav resnična dobrina, ne, in podobno bo z zemljo, ne, osveščenost se že nekako veča, ne, da pač se zemljo ne sme izčrpavati v smislu vseh teh gnojenj in umetnih snovi in tako naprej, ne, zrak itak smo že, nam grozi pač atmosferski zlom in tako naprej, ne, ja. Jaz mislim, da je to zelo mogoče, je pa seveda treba kar orenk se s tem spoprijeti, pa ja, najbrž tudi razmišljati veliko o tem, ne, tudi izobraževati ljudi v tem smislu, da ne moreš kar tako malo pomesti za sabo vsega, ne. Mateja Bučar, hvala za vsa ta razmišljanja, čudovita. Hvala vam. Veliko uspehov pri delu še naprej. Hvala. Hvala vam.